Veliko veselje in čas štejemo, da lahko spominsko slovesnost v 23. avgustu vseevropskem dnevu spomina na žrtve sekuritarnih in totalitarnih režimov pustimo na našem gradu v Štanjelu. Mogoče je kar nekaj razlogov, zakaj je letos to v Štanjelu. Zagotovo bi izpostavil najprej tega, da je bilo celotno to območje nekako simbol vsega trpljenja, vseh režimov, ki so šli čez ta prostor, in zato je samoumevno, da se takih dogodkov oziroma vseh teh žrtev spomnimo tudi na Krasu, ki je, kot veste, dal konkretno tudi sam Štanjel svojo zgodovinsko ceno v preteklosti, tako pod fašizmom, kasneje nacizmom in nazadnje tudi komunizmom. Drugi pomemben razlog je tudi ta, da je v Kobdilju, se pravi v bližnji vasi, se rodil naš velik arhitekt Max Fabiani, ki je tudi zasnoval Narodni dom v Trstu in katerega obletnico napada in požiga letos tudi nekako zaznamujemo. Zato smo se skupaj z vsemi udeleženci smo sprejeli to gostoljubje in smo veseli, da, oziroma ponosni, da lahko letos ta prireditev poteka pri nas na Štanjelu. Mislim, da bo prireditev potekla, kot si pričakujemo. Če se malo pošalim, vreme smo naročili kot prava oblast, da bo lepo, tako da bo to še toliko, ta slovesnost minila še v toliko bolj prijaznem, ne glede na vsebino, vzdušju. Tako da vsi vabljeni v ponedeljek v Štanjel, kjer mislim, da je to naša obveza do vseh žrtev, da se jih vsaj na ta dan tudi nekako spomnimo, kajti preveč časa so bili tudi večji del zamolčani. Težko je na tiskovni konferenciji na kratko povedati vsa ozadja fašističnega preganjanja. Fašistično preganjanje, zdaj smo vzeli kot izhodišče požig Narodnega doma v Trstu, leta 1920. 15. julija, vendar pa so predpostavke vsega tega nasilja bile postavljene že prej v skrajnem italijanskem nacionalizmu, ki je skoraj 50 let krojilo usodo tržaških Slovencev. To se pravi, da je zgodovina, da sega zgodovina dlje od naših obletnic. Pa vendar, fašizem je bil prvi totalitarizem v preteklem stoletju in mi smo bili tudi njegove prve žrtve. Ne samo zaradi požiga Narodnega doma, v tistem kratkem obdobju je zgorelo drugih 17 naših kulturnih ustanov, to, da kar je sledilo, je bilo še hujše. Sledilo je v bistvu razpust vsega, kar je bilo organiziranega v slovenskem manjšinskem okolju. Likvidirane šole, uničeno gospodarstvo, 2000 slovenskih in hrvaških društev je bilo razpuščenih, njihova imovina razlaščena, v bistvu je bilo onemogočeno katerokoli kolektivni izraz slovenskega življenja v javnosti. Slovenščina je obstala samo še na ravni cerkve, cerkvenega življenja, to se pravi, v cerkvah so lahko še Slovenci molili in peli v svojem jeziku, zato si je primorska duhovščina pridobila tudi toliko in veliko, kako bi rekel, zaslug za ohranjanje slovenskega duha in slovenske besede na Primorskem.
mislim, to je izpričano, kako so izpričane tudi naše prve žrtve, kot rečeno, ne samo v Požigu, ampak tudi v vseh naslednjih letih. Slovenci smo bili preganjani, ne samo zato, ker smo bili prvi uporniki proti fašizmu v Evropi, prvi smo se uprli in smo imeli tudi prve žrtve. Ta odpor se je nadaljeval ves čas do vojne, aktiven, subverziven tudi, se pravi, kar je pripeljalo tudi do nasilnih dejanj, kot odgovor na nezaslišano genocidno nasilje fašizma na račun slovenskega naroda na Primorskem. Zato Bazovica in zato zapori, zato posebna sodišča, zato konfinacije, zato posebni bataljoni za Slovence, ki so prihajali iz Primorske. Zato nešteto protislovenskih dejanj, ki se jih mi vedno spominjamo in kar mi tudi dostikrat zamerimo Sloveniji, uradni Sloveniji, da na to prevečkrat pozablja tudi. Nismo se samo upirali z nasiljem, kolikor smo ga znali izraziti, ampak tudi konspirativno z dejanji, ki so jih znali opravljati tudi duhovniki v svojem krogu, tudi z delom Mohorive družbe, ki je tiskala knjige na starem papirju, zato da bi pokazala, da je to samo zaloga starih knjig, ne pa novi tiski. To so bili tudi taki triki, ki so jih znali takratni Slovenci povedati in se izkazati z njimi in dokazati svojo zvestobo narodu. In tako je prišlo do drugega totalitarizma, ko je naše kraje zasedla nacistična Nemčija in sta se fašizem in nacizem sumirala v nasilju, ki je bilo izraz druge svetovne vojne in spet je naše ljudstvo plačalo zelo krvav davek, kako priča lahko tukaj prisotni župan, ki je iz ene občine, ki je bila skoraj popolnoma uničena v drugem delu druge svetovne vojne. Ampak takih dejanj in takih dogodkov je ogromno.